Nagrado bo razglasil gospod minister, kot sem že omenil, predsednik odbora za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Torej, trenutek razglasitve. Izvolite, gospod minister. Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za vrhunske dosežke pri uvajanju modela EFQM v poslovanje v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju za leto 2020 dobi Zdravstveni dom Ptuj. In oder je tako rekoč poln. Tukaj na odru sta tudi že direktorica Zdravstvenega doma Ptuj, gospa Metka Petek-Kuhan, lepo pozdravljeni, in pomočnica direktorice Zdravstvenega doma Ptuj in tudi vodja projekta poslovne odličnosti, gospa Karmen Panikvar, tudi vam lep pozdrav in dober večer. Seveda sta tukaj tudi gospod minister in tukaj gospod Kostanjevec in to je trenutek, to je priložnost, da se z neposredne bližine čestita dobitnikom tega zares odličnega priznanja. Izvolite, gospod minister. In gospod Kostanjevec, vi ste nekoliko dlje od mene, tudi vi imate nekaj lepega za povedati ob tej priložnosti obema gostjama. Čestitam za osvojenih 5 zvezdic. Čestitam. Torej, čestitke za osvojenih 5 zvezdic, torej za osvojeni certifikat in za vse te reči, zaradi katerih smo skupaj. Dobro, jaz predlagam, gospe, da vzamete ta krasen kipec v svoje roke in da morda stopimo kakšen korak naprej in naredimo fotografijo za večen spomin na ta trenutek. Tudi vas, gospod minister, gospod Kostanjevec, tukaj nekje lahko stopite na varno razdaljo, korak, 2 naprej, takole in se bomo, evo, takole lahko se razporedimo. Jaz se nekoliko omaknem. To je priložnost za spomin, za spominsko fotografijo, za spomin na ta dogodek in na to priznanje. Takole. Hvala lepa. Jaz se zahvaljujem vsem tukaj, še posebej gospodu ministru, gospodu Kostanjevcu, kar se vaju tiče, naloga opravljena. Hvala lepa obema, uživajta še naprej v naši družbi. Vidva lahko gresta z odra. Hvala še enkrat, vedve pa še ostanita z vsemi nami nekaj trenutkov. Namreč že res, da si ne moremo seči v roke in si povedati čisto od blizu, kaj si želimo vse objeti, ampak kljub temu imamo zdaj pripravljeni 2 prav posebni čestitki. Bosta videli, zagotovo ju bosta veseli. Najprej je tukaj beseda ministra za javno upravo, gospoda Boštjana Koritnika. Spoštovani zaposleni v Zdravstvenem domu Ptuj. Epidemija virusa COVID-19 nas je do neke mere pregovorno razdvojene Slovence spet združila. Stopili smo skupaj, pomagali en drugemu in spisali na tisoče drobnih zgodb, o prebiranju katerih smo lahko iskreno ponosni na naš čut za sočloveka in prav tako pregovorno solidarnost. Kupovanje osnovnih živilskih potrebščin za starejše sostanovalce v blokovskih naseljih, spontani glasbeni nastopi na balkonih, nebroj čudovitih zahvalnih gest za vas, zdravstvene delavce in, to moram izpostaviti, požrtvovalni in predani študentje medicine v kriznem klicnem centru, ki je deloval prav pod okriljem MJU. To so zgodbe, ki kažejo, da zmoremo in znamo. Da zmorete in znate, pa kažete tudi zaposleni v Zdravstvenem domu Ptuj. Res me iskreno veseli, da priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost letos prvič v zgodovini podeljevanja dobi institucija v javnem sektorju. Zato res iskrena hvala, da kljub oteženim pogojem predano upravljate svoje delo, budno bdite nad obolelimi in jim, težkim trenutkom navkljub, s prijazno besedo narišete nasmeh na obraz. Za vse nas ste veliki junaki. Hvala še enkrat in iskrene čestitke v prejeti nagradi. Naj bo to motivacija za dobro delo tudi v prihodnje. Srečno in ostanite zdravi. Hvala lepa. To so bile besede ministra za javno upravo. Zdaj pa zares nekaj posebnega, tako rekoč imenitnega. Ob tej priložnosti vama svoje besede namenja tudi predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, posebej me veseli, da je v aktualnih zdravstvenih okoliščinah letos prvikrat prejemnica priznanja za poslovno odličnost
Republike Slovenije prav javna zdravstvena organizacija. Zato gredo moje iskrene čestitke Zdravstvenemu domu Ptuj, ki se je v preteklem letu uspešno spoprijel z dvema velikima preizkušnjama hkrati. Sredi največje zdravstvene krize je moral obenem učinkovito opravljati tudi vsakodnevne naloge. Kljub temu, ali pa prav zaradi tega, naj vnovič poudarim, med vsemi sistemi v državi je javni zdravstveni sistem najbolj potreben prevetritve in nadgradnje. Seveda je potrebno pri tem ohraniti vse, kar je dobrega, in dobre prakse za izboljšanje lahko najdemo prav v institucijah, kot je vaša. Z njimi dokazujete, da se lahko uspešno prilagajamo izzivom in hkrati dosegamo trajnostno dobre rezultate. Tako pa ljudem, ki vas potrebujejo, omogočate kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo. Dobro vodenje, razumevanje kompleksne situacije, v kateri se je v lanskem letu znašel cel svet, ter prizadevnih zaposlenih, vas je pripeljalo do odličnih rezultatov. Zato naj se na tem mestu zahvalim tako vodstvu, kot vsem 262 zaposlenim Zdravstvenega doma Ptuj, ki ste s svojim odličnim delom okrepili temelje slovenskega primarnega zdravstvenega sistema. Čestitke, to je velik navdih, srečno. Hvala lepa tudi z našega odra za te lepe besede predsedniku Republike. Zdaj pa morda priložnost tudi za vas, gospa Metka Petek Uhan, da za mikrofonom poveste nekaj besed. Seveda prej boste morali odložiti ta kipec oziroma ga predati svoji kolegici in sodelavki. Hvala lepa. Izvolite, mikrofon vas čaka. Torej beseda direktorice Zdravstvenega doma Ptuj, gospe Metke Petek Uhan, ob prejemu tega državnega priznanja. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Vsem skupaj lep pozdrav. Težko je v nekaj besedah povedati, kako smo zelo veseli te nagrade. To je nagrada za vse nas, zaposlene, vendar vedno, ko dobiš neko nagrado, moraš nekoga izpostaviti. Tu bom izpostavila predvsem mojo levo roko. To je vodjo projekta, se pravi Karmen, mojo pomočnico. Hvala lepa. Brez nje seveda tega projekta tudi ne bi speljali. Bila je gonilna sila. Seveda vedno morate biti v nekem sistemu ljudje, ki porivajo zadevo, in to se je tudi v naši hiši zgodilo. Na tem mestu bi se seveda zahvalila tudi zunanjim sodelavcem, ki so nam pomagali. To je hiša oziroma podjetje 2000 in sicer Kakovost 2000 iz Novega mesta, in sicer bi se posebej zahvalila, se pravi Jerneju Tomšiču, ki nas je vodil in pomagal pri izvedbi tega projekta. Se pravi, zahvaliti se moram, se pravi tudi hiši, ki nas je ocenjevala na tej poti. Verjemite mi, da je bila ta oblika sodelovanja in nadzora, ki smo ga imeli, ker je bila vizualna, izredno naporna, tako za nas kot za njih. In se jim na tem mestu zahvalim za tvorno in uspešno sodelovanje. Seveda zahvala velja tudi našim zaposlenim. Verjemite mi, da v tem težkem obdobju nismo verjeli, da bomo lahko uspeli in dobili tako visoko oceno, in se jim na tem mestu iskreno zahvaljujem. Vzdržali smo in iskrene čestitke tudi njim. Čestitke tudi vsem našim lokalnim skupnostim, ki sodelujejo in nam omogočajo, da se lahko razvijamo. Seveda bi se pa zahvalila nazadnje tudi za čestitke gospodu predsedniku države, potem ministroma obema, in to je, naj rečem, pot, ki si jo želim, da jo imajo vsi javni zavodi. Kajti zadeva je lahko urejena in mora biti urejena v teh današnjih časih in je vodenje zavoda veliko lažje in veliko bolj transparentno in tudi bolj kakovostno za naše storitve, ki jih izvajamo, ki vidite, da jih naši ljudje še kako potrebujejo. Hvala lepa za to priznanje, ki smo ga dobili. Hvala lepa za te
besede, ki izvirajo iz izkušnje, iz vašega poslovnega življenja. Zares hvala. Ne pozabite, spoštovani gospe, na priznanje, na certifikat za doseženih 5 zvezdic. Lahko morda vzamete, obe diplomi seveda sta zdaj vaši. Sicer pa se vama zahvaljujem, kar se tiče nastopa v tem večeru. Je to bilo vse. Naše iskrene in močne čestitke veljajo v tem trenutku, seveda lahko gresta do priznanj, do diplom. Vse to je zdaj last Zdravstvenega doma Ptuj. Vsi mi pa še enkrat zaploskamo na glas za osvojeno priznanje poslovne odličnosti in Zdravstvenemu domu Ptuj.